Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Golobja vlada Roberta Goloba je vsak dan manjša, kot je tudi manj svobode, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Dvomov ni, premier Golob je ujetnik in mi z njim. Poglejmo. Realnost teh ljudi, ki prihajajo na oblast Roberta Goloba, je pa v tem, da zmeraj najde še en mehanizem, kako razgraditi še to, kar je v te države ostalo. To, da vpeljuje in da je podpornik ene Instagram influencerke, pozablja, da celo državo postavlja kot talca te influencerke. Nje je treba čestitati, to je zanjo veliki met, ampak to, kar pa on počne in kar počne predsednik vlade Republike Slovenije, je pa katastrofa. Katastrofa. Ivan, počasi se bližamo koncu. Razgradnja države je tisto, kar nas bo najbolj bolelo še dolgo potem, ko bo veter odpihnil še zadnje golobje perje. Sedaj pa se lotimo 38. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, si danes vzel tablete? Kdo je tu nor, ko gre za slovensko psihiatrijo? Tone Vrhovnik Straka ima lasten pogled na psihiatrijo. Meni, da so duševne bolezni družbeni konstrukt in da sploh niso pogojene z genetiko oziroma so le redko. Razvil je celo tako imenovan nov uporabniški pogled na duševne motnje, tudi najhujšno motnjo, psihotično blodnjo. Blodnja je po njegovem mnenju zgolj drugačen, sicer za večino moteč pogled na svet in pojave. Struktura je ista kot pri zdravem človeku, le sestava gradnikov je drugačna. Postavljeno ima diagnozo bipolarna motnja, a jo obvladuje sam. Njegova edina tableta je delo s samim sabo in sprejemanje samega sebe takšnega, kot je, s čustvenimi vzponi in padci, ki lahko trajajo od nekaj mesecev do tudi nekaj let. Kdo je tu nor, ko gre za slovensko psihiatrijo, nam bo povedal naš posebni gost, Tone Vrhovnik Straka. Tone, toplo pozdravljen ponovno v Faktorju. Torej, najlepša hvala za to, da me gostite tukaj. Res sem ponosen in vesel, da zdaj, pač ko sem to knjigo izdal, lahko spet doživim neke vrste medijsko prezentacijo svojih misli. In kot je bilo rečeno prejle, mogoče je za dodati pravzaprav samo to, da ta moja teorija blodne pravzaprav je nastala predvsem zato, ker tista, ki je uradna, torej kako duševno zdravje skuša pomagati ljudem, je pravzaprav tako grobo in tako uničujoče za ljudi, da pravzaprav karkoli drugega si človek zmisli, ima veliko možnost, da je vsaj nekoliko bolj človečno in humano. No? Zato sem skušal s to teorijo, po kateri dejansko sklepam iz let in let lastne izkušnje in izkušnje mojih znancev in prijateljev, da v še tako zapleteni psihotični blodni so neki povsem realni temelji in osnove. No? In z tega smisla pravzaprav jaz ves čas že trdim, da enostavno ni prav, da ljudi zaradi teh stvari zapirajo jih in se fizično nad njimi znašajo, jih zaklepajo in na silo zdravijo. Absolutno. Tone, mi smo počaščeni in veseli, da si z nami v naši oddaji. Moram te na začetku vprašati, Tone, kako je zdaj ta hip s tvojim zdravjem, glede na tematiko, o kateri se pogovarjamo? Ja, kako bi rekel, glede na to, da mislim, da na neki čustveni dalici, recimo ljudje, vsi pravzaprav ustrajamo od neke najnižje točke, katero bi rekel depresija, najvišja bi bila pa nekje neka divja manija, recimo, sem ves čas, že zadnje leto in pol nekje nad točko nič, torej v zelo dobrem, prijetnem stanju, ki sem se ga pa naučil v teh 30 letih na nek način tudi sam in vzpodbujati in vzdrževati. No. Torej, ravno knjiga, ki sem jo izdal, sem nenapovedano oziroma nepričakovano ugotovil, da mi bo dajala zdaj vsaj na pol leta
razmeroma samih pozitivnih držljajev, zato ker se pogovarjam z ljudmi in so nekako zadovoljni s tistim, kar so prebrali. Ja, pozitiva je absolutno to, kar nam vsem verjetno ta hip manjka. Tudi odzivi na tvojo knjigo so zelo dobri, pozitivni. Bi te tole vprašal, Tone, zakaj si se ti recimo odločil napisati knjigo? Je to tudi en del te tvoje samoterapije, če smem temu tako reči, ali so še kakšni drugi motivi zadaj? Ne, absolutno je to del samoterapije. Jaz od malega sem bil bralec in pišoč človek. In seveda sem se predstavljal, ko bom velik in uspešen, je nujno, da bo tudi kakšna knjiga zraven. No? In to seveda je del tega. Ko bi rekel, kot temo sem pa zbral področje, ki ga pravzaprav najbolj, ne bom rekel obvladam, ampak s katerim se največ ukvarjam. Ravno zaradi tega, ker se mi zdijo te zadeve povezane z duševnim zdravjem nekaj tako pomembnega in nujenega, da je o tem treba ves čas govoriti. No? In zato pravzaprav je ta knjiga seveda na nek način samoterapija in jo glede na to, da je, kako bi rekel, da je popolnoma miroljubna in taka, jo absolutno lahko patentiram kot nekaj pametnega. A lahko, Tone, za naš laike nam poveš malo več o tem, kaj pomeni diagnoza bipolarna motnja, recimo z vidika psihiatrije in pa potem z tvojega osebnega vidika? Torej, bipolarna motnja pomeni, da nekdo odstopa v razpoloženju bodisi v eno ali drugo smer. Torej, bodisi v žalost, ki se ji reče depresija, bodisi v neko nebrzdano veselje, aktivizem na takem področju, torej, v tisto, čemur pravijo manija, pravzaprav, ki je bolj zapleteno strukturirana zadeva. No? V bistvu pretiravaš v eno ali pa v drugo smer, če te prav razumem. Ali pa si bolj aktiven v eno ali pa drugo smer. No? Jaz zase recimo seveda ne bom nikoli trdil, da pretiravam. Ja, seveda. Ja, tako. Ja, absolutno. Mislim, pretiravaš za tiste, ki te ne dohajajo. Zdaj, zmeraj je vprašanje, ne, kdo s kako brzino gre. Ampak bova midva prišla po moje skupaj. A ti tudi osebno to tako dojemaš, oziroma zdaj si rekel, ne, ti sebe ne rečeš, da pretiravaš, da si bolj aktiven. Zelo se trudiš, ne, dopovedati pač najširši javnosti, verjetno si zato tudi knjigo izdal, da v bistvu ljudje, ki so recimo bipolarci, ne, mislim, da si tako tudi rečete, da to ne pomeni, da so nevarni nujno sebi ali pa okolici. Ne? Ja, jaz to zelo resno mislim. Tudi vse mogoče mednarodne raziskave pravijo, da smo ljudje z duševno motnjo enako ali manj agresivni do drugih ljudi. Ne? Kar pomeni, da smo pravzaprav manj nasilni kot ne vem, nekdo, s katerim se skregaš vsak dan v prometu, recimo, ali pa kakorkoli. Ja. Tako da z tega, že seveda to je en od mojih argumentov, da mislim, da s temi ljudmi se ne sme nasilno ravnati, ker tudi z drugimi ne. Pravzaprav jaz samo neko pravičnost na tem področju zahtevam, nič drugega. Kako je recimo, če nam lahko opišeš, kako izgleda to, bi rekel uradno v narekovajih, pač zdravljenje? Kaj so s tabo počeli, kaj si moral delati, kaj bi moral delati in kaj mogoče od tega tudi ne delaš? Sem povedal že uvodoma, ne, da ti na svoj način rešuješ te svoje težave. Torej, če se človek zatakne v intenzivno, recimo bodisi v depresijo, bodisi v manijo, zdaj uradna medicina in psihiatrija skušata to stanje na nek način popraviti v smislu, da bi se človek bolj približal neki normalni legi, bi rekel. In to počneta predvsem z zdravili. Jaz sam pravzaprav sem izkusil samo antipsihotike, ki so torej za manično fazo, bil sem 2-krat v bolnišnici zaradi te, tako da o antidepresivih k sreč sploh nimam in ne znam čist nič povedati iz lastne izkušnje, ker jih še nikoli v življenju nisem jedel. Ampak stvar je v tom, pri antipsihotikih je stvar v tem, da skušajo z nekimi zdravili pravzaprav človeku zmanjšati aktivnost, ki bi bila sicer lahko nevarna zanj ali za druge ljudi. Čeprav razumem, to pomeni, da ti na nek način umetno
znižajo krvni tlak in tako te na nek način umirijo. Jaz si to predstavljam predvsem v maniji, tako kot če gledamo tiste dirke ta hitrih avtomobilov, ko se jim v nekem hipu v bistvu zadnje neko padalo odpre in se potem zelo intenzivno ustavijo. Na ta način sem se jaz počutil leta 1986 v polju, ko se je kar naenkrat skazalo, da sem v enih zelo čudnih situacijah in potem tudi podobno boleče je bilo to ustavljanje. No? Tako. Ampak takrat verjetno, to je kar nekaj let nazaj, pač vseeno so stvari bile, predvidevam, še hujše ali pa mogoče take, kot si jih danes, ne vem, dan današnji laiki ali pa tisti, ki niso bili pacienti, ne moremo predstavljati. Ne? Torej, jaz se bojim, in to je del mojega aktivizma, da so bile takrat razmere bolj človečne kot danes. Celo obratno, ja. Kar je zelo žalostno pravzaprav. No? Jaz res sem bil takrat tisto popoldne, ko so me pripeljali in so presodili, da bi bil lahko na nek način nevaren. Vse popoldne, kot ena opica zaprt v tako imenovano zamreženo poslo, ki jih zdaj ni več na nobeni psihiatriji, ampak danes pa pravzaprav relativno industrijsko ljudi, ki kakorkoli se ne vedejo v redu, prevežejo na poslo, kar je pravzaprav zelo podoben način, če ne še bolj nehuman, ker pač so ljudje po več ur prevezani in to se ne dogaja kar kdaj, ampak to se v tem trenutku dogaja na psihiatrijah po Sloveniji. Kaj pa tisti zelo glasni elektrošoki, kdaj pa recimo smo se pa od tega načina zdravljenja v narekovajih poslovili? Torej, jaz prav v knjigi opisujem dogodek. Midva sva bila tam s fantom, s katerim sva se na nek način skompala takrat. Kasneje se je izkazalo seveda, da je tudi on manijak in ne šizofrenik, kot so ga takrat poimenovali. In sva skupaj pobegnila iz tega istega polja. Dali so naju nazaj, ampak ravno zaradi različne diagnoze je on pristal na elektrošokih, mene so pa pravzaprav spustili na odprt oddelek. In torej takrat, torej v 80. in 90. letih je bila to metoda, ki je bila v uporabi. Zdaj se v Sloveniji sicer ne uporablja več, pošiljajo pa in imam znance, ki torej so jih poslali v Zagreb na takšno terapijo. Na Hrvaškem to še počnejo? Na Hrvaškem to še počnejo. In imel sem prijateljico, ki je bila, ne vem, na 8 tovrstnih šokih na zagrebški psihiatriji. Ja, lej, človeka kar strese. Predlagam to, da si vzameva krajši premor, ampak ne nama uiti. Gledalke, gledalci se vrnejo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem. Si danes vzel tablete oziroma kdo je tu nor, ko govorimo o slovenski psihiatriji? Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš posebni gost, Tone Vrhovnik Straka. Pogovarjava pa se o njegovi pravkar izdani knjigi Si danes vzel tablete oziroma Kdo je tu nor, ko govorimo o slovenski psihiatriji. Tone, predlagam, da nadaljujeva tam, ker sva končala, predno smo šli na oglase. Praviš, da še dan danes v Zagrebu zdravijo z elektrošoki in da slovenska psihiatrija še pošilja paciente tja v Zagreb na to vrstno zdravljenje, ne bi rekel kar v narekovajih. Praviš, da neka tvoja znanka je nekih 8, če sem si prav zapomnil, terapij to vrstnih dala skozi. Kakšne posledice, zdaj tako rekoč iz prve roke, Tone, ali pa saj iz druge, to pusti na človeku? Torej, v tem konkretnem primeru moram priznati, čeprav sem velik nasprotnik te metode, ki sam to je treba dodati, da od 30 let prejšnjega stoletja, zdaj bo 100 let, kar so jo izumili, kar jo je en italijanski zdravnik izumil, niso uspeli dokazati pravzaprav neučinkovitosti, nekoristnosti te metode. Ugotovili so samo, da če človeku spustiš elektriko skozi možgane, da se bo nekaj zgodilo pravzaprav. No in v tem primeru pravzaprav šlo je za znanko, ki je imela zelo hude težave v otroštvu z odraslimi ljudmi, je ta metoda delovala v dobrem smislu na način, da je vsaj za par let enostavno izbrisali ta del spomina.
Razumem. Tako To kot je da bil bi- verjetno nek stranski učinek, ne? Ni bilo... Ne vem, jaz si predstavljam, da ti pravzaprav kar na hard disku naredi eno luknjo, ne, in Ja, če neki slučajno po skurijo, sreči ne. zadanejo, Dobesedno skurijo, ja. tako da je to dobro. Ne. Žal se pravzaprav, kako bi rekel, glede na to, da se ta ista prijateljica še vedno zelo ukvarja torej z zdravništvom, oziroma hod ven pa not na psihiatrijo, torej nekega trajnega izboljšanja v tem primeru ni bilo. Poznam pa nekaj ljudi, res, čeprav zdaj proti sebi govorim, ki pa pravzaprav so kasneje zaživeli relativno mirna življenja. Tako da mogoče bi celo res veljalo, da te stvari lahko imajo pozitiven učinek, ker pa ne vemo, kaj vse skurijo, ne? Ja. Je pa seveda previdnost po moje še zmeraj bolj pomembna od teh nekaj pozitivnih rezultatov. Ja, grobo rečeno, ne, verjetno je to podobno kot pri vodovodu. Se tudi jaz se ga lahko lotim popravljati, pa mogoče mi bo uspelo, ne, ampak vprašanje pa čez merom. Tone, zdaj ti v svoji knjigi v bistvu opisuješ te primere, na nek način se knjiga bere kot roman, ne, ampak ni fikcija. To, kar noter piše, je v bistvu vse res, ne? Res je. Torej, jaz vsakmu tako imenovano teoretskemu poglavju dodajam še eno empirično zgodbo, ki se ne navezuje nujno na vsebino tistega poglavja, ampak pravzaprav na izkušnje, ki sem jih imel s kakšnim od znancev ali pa tudi sam. Ena zgodba je čist moja in seveda pri večini teh zgodb sem tudi jaz sodeloval kot znanc, kot prijatelj, kot ne vem. Samo dve od teh zgodb se končata žalostno, torej gre za dva moja zelo dobra prijatelja, ki sta pač s samomorom zapustila ta svet. Druge so pa relativno celo pozitivne pravzaprav, no. Čeprav kot sam presojam te zadeve, se mi zdi, da je napovednik nekega boljšega življenja, predvsem čim se človek oddaljuje od uradne psihiatrije in pomoči na duševnem zdravju, tem boljše so njegove možnosti za neko, da se mu življenje spet sestavi, no. Ja. Žal mi je, da to rečem, ampak tako žal po mojih izkušnjah je. Si se pa ti, ne, tudi pred časom, ne tako dolgo nazaj, dosti javno angažiral oziroma na nek način se še pri tej zgodbi okrog direktorja oziroma predstojnika ljubljanske psihiatrije, ne. Ne vem, Ja. če nisi celo ti avtor tega vzklika, ali kako hočeva reči, hashtaga, ne, hashtag Zalar mora iti. Ti še zmerom praviš Zalar mora iti. Jaz absolutno to še vedno pravim, ker stanje na ljubljanski psihiatriji je še zmeraj slabše, kot je bilo leto 1986. Ne? Povedal bom samo primer svojega predzadnjega obiska. Dejansko pač sam ali pa z ženo hodva obiskovati kakšno znanko, znanca tja. In torej, ne vem, ni 3 tedne nazaj, ko sem zagledal, jaz ne morem zdaj trditi, kakšno diagnozo ima gospa, ampak videl sem gospo na invalidskem vozičku v pidžami, z pravzaprav cevko, ki je gledala v nos, torej kar pomeni, da jo očitno umetno hranijo, in z nekimi, kot da je imela ping-pong kloparje privezane na torej neke take čudaške rokavice, privezane najprej za roke in potem na ta stol, da si seveda ne bi cevke na nek način iztaknila iz ust. Ne. Jaz sklepam, lejte, lahko gre za popolnoma drugačen primer in sem sam jaz tako videl, ampak jaz sklepam, da gre za človeka, ki je enostavno se odločil, da ne bo več jedel in ga na ta način skušajo zdaj sanirati to stanje, da nekdo pravzaprav gladovno stavka. Ne. Kar se mi zdi, če imam jaz prav in je bilo to res tako, kot sem jaz videl, se mi zdi to nekaj obupanega. Torej, saj tebi človek, to ni človek, ki stoji na oknu in se dol meče. Ne? To je samo človek, ki noče jesti in imaš ti par mesecev časa, da se skušaš o njegovem smislu življenja z njim pogovoriti. Ne? In s tem, da so tudi nekim drugim mojim znancem in znankam grozili z nasilnim hranjenjem in tako naprej, sklepam, da je to kar redna metoda pravzaprav današnjega zdravljenja na tem koncu in že zaradi tega pravzaprav bi bilo treba po mojem prevetriti vodstvo te klinike. Ja,
Ampak zdaj, stroka prav, pač to so ljudje, ki ne poslušajo, se ne odzivajo, so škodljivi, recimo kot v tem primeru sami zase ali pa celo za okolico, na drugačen način jih ne moremo, zdaj spet v narekovajih spraviti k pameti. Kako ti na vse to odgovarjaš? Ja, glejte, jaz sem konec koncev tudi filozof, ne? In jaz mislim, da če človek enkrat izgubi smisel življenja, mu ga mi zelo težko na silo spet vgradimo v glavo, ne? Torej, lahko poskusimo, lahko pomagamo, predlagam pa, oziroma tako, lahko skoraj trdim, da nasilne metode pri tem niso uspešne, ne? Mednarodne raziskave že leta in leta pravzaprav pravijo, da zelo veliko ljudi naredi samomor po izpustu z psihiatrije. Torej ne takrat, ko izgubijo smisel in razmišljajo o samomoru, ampak torej takrat, ko so že bili na nek način zdravljeni, pa se je zdravljenje zaključilo, šli so ven in potem žal dokončajo to zadevo. Spet ne morem trditi, da tako je, ne? Jaz verjamem, da ogromno ljudi vendarle uspejo prepričati v to, da je mogoče vredno naprej živeti, ne? Govorim pa to, da pristopi, ki jih poznamo, ki jih vidimo vsak dan, kot je bil recimo ta s tem, da ti privežejo na roke neke neumne loparje, ne? Torej, očitno niso v redu, ker če ne drugega, tudi človeka razčlovečijo, ga poškodujejo, ne? In jaz še vedno mislim, da bi bilo enostavno bistveno boljš in pametnej, magar cele dni ob takem človeku vztrajati in se z njim pogovarjati, ne? Saj to vsak dan uporabljamo to metodo doma s svojimi otroki, recimo, ko pravijo, da imajo težave takšne in drugačne, in tudi, ne vem, gotovo nas ima veliko otroke, ki so kdaj v življenju rekli, da ne vidijo več smisla, da imajo težave, da se jim zdi vse skupaj črno, pa vendarle večina teh naših otrok še živi, ne? Ja. Ravno to sem te hotel vprašati, Tone, ne? Zdaj, recimo, ti si primer, recimo, nekoga, ki je nadpovprečno, bi rekel, funkcionira normalno v družbi, tudi tvoj pisateljski kolega, recimo Jaka Tomc, denimo, a so kdaj pomislili, da bi vaju dva povabili, da bi aktualnim pacientom, koliko praviš, se z njimi pogovarjala, jim razlagala, da ni vse črno-belo, da obstaja upanje, izhod in tako naprej. Sta prepuščena, si ti prepuščen k temu, ali bolj ne radi vidijo, če prideš nazaj? Torej, to je spet zelo kompleksna tema, ne? Jaka se zafrkava, da je on to 10-krat probal, pač kadar so ga hospitalizirali, je on te stvari razlagal kot pacient z drugim pacientom, ne? Jaz sam bi strašno rad v Sloveniji, da bi tudi Slovenija vpeljala tako imenovano vrstniško podporo, ki pomeni natančno to, da ljudje z eno izkušnjo, z lastno izkušnjo težav v duševnem zdravju, na en prijazen in nevsiljiv način pomagajo tistim ljudem, ki so nekoliko v slabšem stanju, no. Jaz sem to sam 4 leta počel, en cel olimpijski ciklus sem za Altro hodil na obisk enemu fantu, ki si žal še danes ne upa iz stanovanja, ne. Torej, tukaj nekje v Ljubljani, cirka enkrat na teden sem šel za 1 uro se z njim pogovarjati in uspešnost je sicer bila neke vrste, konec koncev sva oba še živa, no, tudi to je nekaj. Še vedno pa ne hodi iz stanovanja, tako da jaz pa štejem to za enega svojih večjih neuspehov, no. Ampak to hočem reči, psihiatrija nas ima zmeri rada za neke vrste plešoče medvede. Torej, da tisti, ki smo malo bolj pri sebi, razlagamo, ampak seveda na en od nje zelo kontroliran način, torej, kako zdaj je pameten živeti, dober živeti in tako naprej, ne. Imam veliko znancev, ki pa sploh nočem tega raziskovati, priznam, ki se pohvalijo, da so na nek način ambasadorji duševnega zdravja, ampak to jaz se bojim, da to ni drugega, kot da dobijo neki kikirikijev in so ravno tako plešoči medvedi, tako kot smo bili prej. Jaz sam te metode ne uporabljam, ker se mi zdi zelo neetična. Ja. A ti sam si kdaj pomislil, recimo, da bi končal svoje življenje? Ne.
Torej, tako bom rekel, edinkrat, ko sem bil v resni nevarnosti, in to ne vem, če nisem tega že tukaj povedal, je bilo, ko sem enkrat prav iz polja, takrat poln teh antipsihotikov, se z očetom zmenil, ker torej, midva z očetom sva hodila vsako nedeljo z vlakom v Kresnice, to je tam pri Litiji, k stari mami na obisk. In torej, da ne bi jaz hodil v mesto, kjer se srečala, sem rekel, da bom počakal na tisti postaji, ki je zraven Norišance. In torej, takrat sem edinkrat v življenju imel res grozno izkušnjo, ko sta z vsake strani prihajala dva vlaka na tisti peron, in jaz sem imel neko neskončno željo, da bi torej se vrgel pod enega od teh vlakov. Ne? Ampak to je k sreči pravzaprav edina izkušnja, ki jo imam na tem področju. Zdaj zelo rad strašim ljudi, spet absolutno empirično izkušnjo, torej kako neskončno poškoduje smrt enega človeka vso njegovo okolico. To je treba vedeti. No? In jaz, kako bi rekel, na nek način skušam apelirati na ljudi, naj tudi, kadar razmišljajo o samomoru, pomislijo na to, kako bojo ljudje še leta in leta trpeli in se sekirali, torej ali so kaj narobe rekli, ali so kaj narobe naredili, ko sta se recimo zadnjič srečala. Jaz tudi sam nosim eno takšno breme, torej moja najboljša prijateljica in sodelavka Renata Ažman, ki je tudi pisala o motnjah, me je 2 dni pred smrtjo prosila, če pridem k njej, bil je en vikend, jaz enostavno nisem mogel. Rekel sem, da pridem v ponedeljek, in ko sem prišel v ponedeljek, smo jo našli mrtvo. To je to. Ne? In torej, čeprav po drugi strani pa seveda mislim, da je to tudi zelo odgovorno dejanje. Ga pa, če jaz lahko komu priporočam, bi bil jaz absolutno za to, da nihče na svet več ne naredi samomora. No? Ker je res enostavno preveč boli tiste, ki ostanejo zadaj. Zdaj to ni skrivnost, ti tablet ne jemlješ, ampak kaj jemlješ na mesto tablet? Ja, kaj pa vem, ne? Jaz imam res srečo, da imam dobro družino, ne vem. Midva z mojo ženo se uspeva že 30 let, zdaj bo 30 let, o večini stvari pogovoriti. No? In zadnjič je v nekem razgovoru med prijatelji, ko je nekdo tretji vprašal, pa kako pravzaprav, kaj pa, kaj je on maničen, kaj pa ti narediš takrat? Ne? Ja. In je ona nekako rekla, jaz skušam vplivati, kar se da, pogrem pa zraven, kaj čem drugega, že toliko let se grejo te stvari. Ne? In to mi je bilo izjemno ljubo. No? Seveda, jaz, kako naj rečem, večina mojega duševnega zdravja je ena taka vojaška samokontrola, ne? Ki sem se jo s temi leti naučil. Ne? Kar pomeni, da pravzaprav vsako misel in vsako besedo skušam premisliti tudi v tem smislu. No? In na nek način priporočam to tudi drugim, seveda, ne? Ker konec koncev ta način je uspešen. Jaz sem 30 let brez vsakega zdravila. Ne? Torej, moja psihiatrinja, s katero sva tudi en drugega vzgajala v teh letih, ne? Sva tudi že 15-20 let skupaj, mi kadar vidi, da sem v krizi, recimo, kadar pridem na kontrolo, ker na kontrole pa hodim, to pa absolutno še vedno, in mi predlaga kakšno zdravilo. Ne? Največkrat antidepresive, ker žal takole v srednjih letih menda velja, da se ta vesele manije nekoliko izpojejo in človeka vedno bolj vleče navzdol. Torej, samo enkrat je pa bilo, ko je pa tudi o antipsihotikih začela govoriti. Ne? No, in potem, ko mi ona to predlaga, jaz recimo na naslednji seansi vprašam, kaj bi mi pa predlagali, ne? In mi ona pove, in potem jaz grem domov in poguglam in se prestrašam do smrti. In si v redu. Tako, ne? In potem od samega strahu enostavno se popravim. Tudi tablete lahko delujejo, posebej, če jih ne jemlješ, ne? Če se malo pohecava. Ampak bodva toliko, no? Poznam zelo veliko ljudi, ki na nekih minimalnih dozah tablet se počutijo varne. Ne? Jaz se počutim varen, če grem teč, recimo. Jaz to uporabljam. Imam pa zelo veliko prijateljev, ki si sami režejo, delijo tablete na četrtinke, osminke in tako naprej in imajo to ves čas kot neko varnost. Za dober občutek, ne? Ja, in to jaz podpiram. Jaz absolutno nisem proti tabletah. Ampak seveda,
bi pa moralo tudi zdravništvo razumeti to, da raziskave zdaj že zelo resno trdijo, da recimo ima placebo vsaj toliko dober učinek kot antidepresiv. Ne? Kaj je torej pametnejše imeti? Ne? In tako naprej. Torej, jaz bi želel v to debato nekaj zdravega razuma pravzaprav. No? Tega je premalo, se mi zdi, v tej debati. No? Razumem. Ampak ko so ravno pri varnosti to, a se ti kdaj bojiš samega sebe? Nekaj prej si razlagal, da si se bal, da boš skočil, ko sta tista vlaka prehajala. Ne? Ampak recimo, a nimamo to vsi v sebi? Vem, da psihologi razlagajo, da ko hodiš po robu prepada, v bistvu se ne bojiš podzavestno, da boš padel, ampak da boš skočil. Kako ti gledaš na te stvari? Ne vem, pravzaprav jaz gledam obdobno. Bom zelo iskren pravzaprav. No? Recimo, jaz sem živel v 4. nadstropju enega bloka na Ljubljanskem Rakovniku in z enim prijateljem sva imela že v času osnovne šole strašno pametno, genialno idejo, da sva sedela na balkonski ograji našega stanovanja in klaftrala neumnosti. Ne? Danes pravzaprav mi je že sam pogledati čez tisto ograjo nekoliko neprijetno. Ne? Razumem, ja. Vem, da se recimo višine bojim, zato tudi v hribe ne hodim. Pač, ne vem, grem do tam, kjer se še varno počutim. Zdajle sem ugotovil, ampak to je, po moje, je to v človeku povezan z nekimi notranjimi stvarmi, ki jih mogoče sam ne razume čist dobro. No? Letos sem prvič vozil tisti del avtoceste, ki je najnovejši Hrvaške, torej skoraj dol do Dubrovnika, torej od Splita, ki so ga zadnji del odprli. In tam sem ugotovil, da se nekaterih viaduktov, ki so taki, ne vem, vidiš 2 kilometra naprej, pa zelo si v zraku, ne, da dobim hude tesnobe pravzaprav. No? Ampak zdaj sem toliko star in toliko pameten, da pač sem enostavno ustavil, kjer se je dal, prosil ženo, ker se že vsa leta tudi menjava kot šoferja, in sva se pač zamenjala. Sem rekel, posluš, meni je klele neprijetno, seveda lahko jaz prepelem tole. Ne? Ampak zakaj bi, če ni treba? Ne? Tako, ne? In se mi zdi, da to, seveda to je v ljudeh, ne? Ampak kaj jaz vem, ljudem bi bilo dobro, ne vem, če smo pozitivno motivirani v življenju, po moje, tudi te stvari lažje prenesemo. No? Tako. Zato, če človek pogleda tvoje življenje, bi rekel, da je s tvojim zdravjem, tako duševnim kot fizičnim, vse v najlepšem redu. Ne? Si pač državni uradnik, prostovoljc, tečeš, plavaš, še karateja si se zdaj lotil, knjigo si napisal, filozof si, filmofil. Ne? Kaj sem še pozabil? Ja, nič pravzaprav. Zelo rad pivo pijem. 12 let sem abstiniral iz teh podobnih strahov, potem sem pa ugotovil, da sem rad tako siten protialkoholik, da že to spet ni bilo zdravo. Vmes je pa prišla cela ta renesansa kraft pivovarn v Sloveniji, tako da se zdaj počutim še vedno kot v slaščičarni in uživam, seveda v nekih zmernih količinah. Zanimivo, se pravi podobno kot pri tabletah v zmernih količinah tudi alkohol ne škodi. Ne? Sem pa pač bolj radikalen po drugih stvareh, ne vem, v športu pač moram reči, da imam za sabo prav prijetno kariero, torej tega dolgega triatlona, ki ga tudi moja psihiatrinja je takoj, ko sva prvič govorila o tem, rekla, poznam jaz par ljudi, to je seveda tudi motnja, to ni nič drugega. Ok, ampak tebe praviš, da rešuje, ker kot si prej rekel, v teku se počutiš varnega. Ne? Tako. In mogoče še eno stvar povem, ki se mi zdi res pomembna. Ja, izvoli. Torej, ne vem, jaz sem sam pri sebi videl, ne? Najprej sem bil zelo osamljen v tistih tesnobah, depresijah in tako naprej in sem se začel počasi družiti s skupinami, ne vem, najprej na področju samopomoči v duševnem zdravju. Ne? Potem sem ugotovil, da mogoče lahko naredil korak naprej, torej ne samo med nami, ne? med nekako stanovskimi ljudmi. In takrat recimo sem odkril Tekaški forum, ki je bil takrat še večinoma na spletu. In sem počasi doziral pravzaprav, kako se jaz znajdem v takšnem okolju. Ne? Torej, ali me lahko kot enega čist enakovrednega sogovornika neka skupina ljudi, ki se pač kar z nečim ukvarja. No? In sem na ta način pravzaprav razvijal tudi te svoje prostovoljske aktivnosti in tako naprej.
In ugotavljam, da se mi zdi to najboljša preventiva na področju duševnega zdravja. No? Da se človek po svojih sposobnostih vključi v neke skupine, bodi si v klekljanje, bodi si v tisto telovadbo za starejše, učenje tujih jezikov, neki pravzaprav, kjer se lahko vsak dan izmeriš na način, da te drugi sprejemajo. No? Jaz mislim, da zame je to najbolj delovalo v življenju. No? Tako. Ja, si ti v bistvu tudi skozi knjigo, skozi svojo aktivnost dejansko v bistvu nek humanizem, nek osnovni človeški humanizem zagovarjaš. Ne? Se mi zdi, da tudi nasploh danes v družbi nam tega primanjkuje. Se ti strinjaš s tem? Pravzaprav se strinjam, ker je kapitalizem, po mojem mnenju, je povzročil to, da smo se popolnoma individualizirali. Torej, da zdaj vsak živi samo zase in tekmuje z vsemi ostalimi. Včasih smo seveda v temnem socializmu in tako naprej, kjer sva verjetno oba odraščala. Je bilo sicer od države zapovedana solidarnost, sodelovanje in tako naprej, ampak konec koncev so to vrednote, ki jih še vedno pravzaprav zdaj živimo. Torej, če hočemo biti na nek način humanisti in si pomagati med sabo. No? Ne vem, jaz sem že takrat in zdaj videl v teh zadevah stvari, ki me privlačijo in se jim enostavno prepuščam in tudi v tem smislu, v tem sebičnem smislu, ki sem ga omenil, torej, da se vsakič prečekiram. Ne? Torej, jaz, ko grem na krvodajalsko akcijo, nisem samo humanist, ki bo pomagal nekomu, ki nima krvi, recimo, ampak seveda vsakič preverjam, koliko imam hemoglobina, ki me zanima čist iz individualnih, iz sebičnih razlogov. In tudi na drugih področjih tako delujem in mislim, da je pameten, da pravzaprav, kako bi rekel, skušamo, da to razmerje ves čas razumemo pri sebi, in da skušamo biti na pozitivni strani. To je konec koncev vse. No? Ne vem. Se pravi, če delaš za skupnost, imaš od tega tudi sam korist, ne? Ja, pri meni se je to vedno izkazalo za pozitivno stvar. No? Tako. Tone, knjiga, si danes vzel tablete, kje se jo da kupiti in kdo bi jo moral prebrati? Torej, kupiti se jo da pri meni. Jaz sem glede teh knjigotrških zadev zelo lesen. No? Zdaj jo imajo tudi v knjigarnici Sanje v Ljubljani, v Mariborki v Mariboru in menjam se še s parimi manjšimi knjigarnami. Bistveno pa ljudje me lahko najdejo na spletu in ne vem, za koga pa je, kaj pa vem. Jaz bi najrajš pravzaprav, da bi se čim več ljudi opogumili na ta način, da bi malo testirali sebe v odnosu na družbo in če jim to pomaga, sem jaz najbolj zadovoljen človek. V redu. Kakšne imaš vnaprej cilje, se obeta kakšen drug del ali si v bistvu zaključil svojo pisateljsko kariero? Ne. Jaz sem tudi študiral književnost, seveda. Torej, jaz sem od malega se videl kot enega znamenitega pisatelja. In seveda, ampak še ni prepozno, ne? Ja, in seveda pa je roman tisti cilj, ki ga zasledujem od malega, ne? Torej, tole je zelo seveda čudovita etapna zmaga. Enodnevno dirko si, če greva v kolesarske kroge, enodnevno dirko si dobil. Tako, Tour de France pa še čaka. Tour de France pa še čaka, ja. Evo, bomo z veseljem te še kdaj gostili v naši oddaji oziroma spremljali to tvojo pisateljsko in drugo pot. Za danes pa Tone Vrhovnik Straka, najlepša hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil tem, kdo je tu nor, ko gre za slovensko psihiatrijo. Že 946. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali profil diktatorja, kakšen je psihološki profil predsednika vlade. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.